Vodice, moje prvo javljanje iz Maroka oziroma Marakeža. Včeraj oziroma danes ponoči sva pristala ob tam nekje 2 zjutraj sva prišla na letališče, prišla v sobo in sem zaspala, ker sva bila totalno zaspana. Jaz sem tale že oblečena, sva glih po zajtrku. Se mi zdi, da so nekateri outfiti, kako mi čakajo oziroma čakajo celo življenje, da jih oblečem za določeno priložnost in tale je kot ustvarjen za Maroko oziroma Marakeš. Midva greva zdajle na glavno tržnico oziroma njihov glavni market. Jaz pa vam pa pokažem še razgled iz sobe. Res je tak prijeten ambient, palmice, pa imamo tamle dol bazen. Ni pa zdajle še tako vroče, tako da bova šla na bazen potem kasneje, bolj popoldan. Šminka on point, outfit on point in gremo raziskovati Maroko! Našla sva vodiča, hodila sva med uličicami in od enkrat se nama pridruži en moški in postane najin vodič in jo je peljal v bistvu v trgovino od svojega očeta, ki je polna začimb in zdaj okušava vse te oziroma vonjava vse te začimbe. Moram reči, da ful vse prijetno diši, prav tak prijeten svež von, tako da začimbe so res top. Me je pa navdušila ena stvar, no oziroma 2 stvari. Prva sem bila tako, what? Maroška šminka, to morate videti. Takole izgleda. This is your lipstick, right? Yes. Red one. Yeah, without water, Okay. like makeup. For Oh those. my god, that's crazy. I'm beauty YouTuber, Yeah, so sorry. that's really With water or interesting for me. with water or with salive for And lips. that's red. Oh my god. And this amazing. is from poppy flower inside. Poppy flower. Okay. Yeah. Okay. And you can keep it 500, 600 cases. Oh my Ah, God, kisses. great. And that's your Yeah, that specialty. is argan oil. Okay, Argan from oil. desert. Yeah, that is best that argan oil for hair, For hair, face, for body. face. Tole je pa dobrodošlica. What's your name? Zakaria. Zakaria? His tea. That is chai tea or royalty. Mixed of 15 plants inside. This one. Ah, great. Royalty. This is detox. Blood circulation. Ah, okay, great. Detox immune system. I swear that smells amazing, really, and I will also try it. It's a little hot. Welcome. Thank you. Big one. Yeah, very, very good, I swear. It's one natural. tak malo sladek je, smells good. Malo sladek, v bistvu zeliščen, topo, postrežejo topoga, tako da res, res dober čaj, ti je všeč. Bolan. And that is smell this one. Čin. That is Tole, če sem prav razumela, za parfume? Ne, za ogenj. Sandalwood je scent. Sandalwood, ful dober diši, v bistvu to dajo, vržejo na ogenj in potem tako lepo diši celoten prostor. Ah, okay, yeah, it smells also like very In good. green tea. Da dokončam tole. Tak prijeten, nežen von daš, da zakureš ogenj z njim in potem je ozračje tako, sploh ne znam razložiti tega vonja, tako sladkasto, čarobno, mogoče malo tako, na kaj te to spominja? Težko Perfume. opisati. Parfum, ja, tak parfum iz tega le. Sandalwood. Top. Moroccan Chanel. Moroccan Chanel. Chanel number 5. Number I swear it is. Oh, jaz sem navdušena, res top. And that is Well, you know, sister, this one. Srcu začim bi lahko rekla. Tole imamo pa, ne boste verjeli, eyeliner. What? Moroccan. Nakupujeva spominke za domače. 3 vzameš, enega dobi za ston. Jaz sem rekla, da vzamem tale paketek za moje sestre, najbližje tudi za Rajletovo mamico. Tukaj je ta komplet iz arganovega olja, argan, čisti argan, top, potem ena kremica, milo in taka labela, pa še arganček. Se mi zdi res ful lepo. Medtem Rale je vzel tale, to je čaj v bistvu, začimbe čaj. Ja. Čaj, kaj boš povedal sam, kaj si to vzel? Pa je da taka. Is this a tea? Yeah, it's a tea. After give me your. Bo povedala naši noči. I will tell you after this night. Yeah. Zdaj smo pa že na drugem marketu, Grand Square. Tukaj se mi zdi, da so bolj fokusirani na oblačila, obutev.
V bistvu prvi vtis o Maročanih pa tako, so ful gostoljubni, prijazni. Če zalutaš kaj kam s poti, te vsi hoče usmeriti ali pa kar prije, pa te pokaže, pa gre s tabo, kar hod pred tabo, te čaka, ti pač kaže pot. Meni je to na začetku tako malo bilo scary, ker je kulturni šok in pa ne veš, kaj hoče od tebe, a hoče, ne vem, denar, a hoče kaj drugega, ampak mislim, da so samo to gostoljubni, tako res prijazni in ti hočejo dobro. Evo, tlele pa še neke sladkarije, džungla, džumbus. Iz marketa pa takole special ride, tuk-tuk. Vse so se peljala tudi v Egiptu in sva rekla, da greva za doživetje do hotela tudi kar s tem. Po jajci. Dobro jutro, dober dan. Evo, dan 2 v Maroku oziroma Marakežu. Jaz sem se že oblekla, danes sem zbrala tole čudovito, tako oranžno-rdečo oblekico, čist do talije, pa polna enih detajlov. Tukaj, če vidiš od spredi ta znak Infinity, potem ima tukaj še ob strani en izrez, pa zadnji en izrez, pa valjda tudi na tej drugi strani, tako da se mi ponovno zdi idealno za Maroka. Danes greva pogledati tudi v bistvu v center nek tak secret garden, ko nek tak botanični vrt s full kaktusi, pa tudi okoli je kar neki znamenitosti. Tako da, jaz sem ready in že komaj čakam. Ta maroška glasba ga prav vajba, prav tako pelete. V glavnem, iz tegale hotela sva najela kar taksi, hvala Bogu je tam spredi čakal. In sva najprej mislila, da greva pogledati ta muzej Yves Saint Laurent, ampak je rekel taksist, da to ni najboljša ideja, da je zdaj tam ful gužva in je predlagal eno drugo lokacijo, sicer je kar oddaljena, tako da gremo najprej pogledati nek tak secret garden s kaktusi. Prav da bo počakal in da nam jo pol pile gledati Palmeras, se tako reče. Ja. Potem gremo pa še na tretjo lokacijo, to pa je muzej Yves Saint Laurent, tako da tak poln dan znamenitosti. Imava ful prijaznega taksista, zdaj smo se ustavili, nam je kupil še vodo. Zdaj je 36 stopinj, nam je pa kar povedal taksist, da bo jutr 47 stopinj. Oh my god, 47. No, takole je to, tam dol, tole je najin taksist, ki ne ve, kam naj peljati. Nima inštaliran Google Maps. Nima inštaliran Google Mapsa in zdaj smo mi tako dejansko sredi ničesar. Mene je malo že stisnil, sem kar vse stvari dala na kup, če bo treba bežati. Tako res smo, betono. Zdaj poizveduje, kakšna je pot do tega kaktus gardena. Tako je to v Afriki. Okay. We now know the direction. 5 minutes later. كان عنده بد القواعد حيت رايب بدا شي طلب من خويا خايب ولا سير مع داك الحوت Run. الوخر ديالو هو على الناس راه مشيت لها جوج سلوبات Run. تدور على الناس هو هنا راهي Run. والدي لا it's experience. Mava pa srečo, ej. Prišla sem pogledati tole kaktus Timan in je zaprt. In the middle of nowhere. Fatima in Mustafa. Sva dobila nova imena. V glavnem, ko kamela vstane iz scary, ko se kamela spusti, je tudi malo scary, ko si gore se moraš privadati višine, ampak po 3 minutah je vse ok in sam uživaš v vožnji. Imamo pa tudi enega spremljevalca, Kuška. Ko sva prispela, je tale lastnik teh kamel, Rale, to rekel, če hoče zamenjati kamelo za mene. Pol je sicer rekel, da je hec, kaj je Rale rekel, of course not, ampak jaz mislim, da ni bilo hec. Thank you. Ok, zdaj, ko sem pojedla že par vilc tega, vam lahko povem malo več o okusih. Sem probala in od Raleta, ki ima s piščancem in valjda svojo. Moja je taka zelenjavna, krompir, korenček, olive, tole je kumarca,
čeprav po mojem ni kumarica, podobna kumarici. In je tako v redu, ampak ful je vroče, sploh se ne sledi in težko ješ, pa še ta posoda je cel čas vroča, malo sem se že spekla, tako da nimam pripomb, ni pa zdaj, da te odnese. Medtem ko od Raleta, ki je vzel s piščancem, sicer piščanc meni ni bil najboljši, je pa ta omaka toliko dobra in me v bistvu okus, sploh ga ne moreš razložiti. Prav spomnim me včeraj, ko so bila na tržnici, ki nam je razlagal vseh teh začimbah, ta prodajalec za različne vrste mesa, da imajo take vreče s 5 različnimi začimbami in je von res tak, čist nekaj drugačenega kot pri nas. In ta je neka taka kombinacija, veste, na kaj me spominja okus? Na Hrvaškem je en borovc, ki meni toliko lepo diši, ne znam vam opisati čisto točno vonja, ampak ta okus je zdaj tukaj v tem krožniku, tako res ful dober in tudi Rale je navdušen, ti je dober, ne? Prav kruh umakaš noter. Kruh je pa takle, evo, svež, domač. Zdaj pa sva v res čudovitem parku Majorele. Tukaj je v bistvu ogromno kaktusov, prav prevladuje zelena in tudi modra barva. Tistale stavba tamle dol, ki vam jo zdaj kažem. Drugače pa to tudi muzej Yves Saint Laurent. Sem v bistvu se informirala in tukaj najdeš v bistvu preko 5000 kosov dodatkov od tega oblikovalca in hkrati 15000 njegovih skic, torej nekako oponujejo pogled v glavo tega oblikovalca, da vidimo, kako razmišlja, kakšne ideje ima, tako da jaz predlagam, da gremo kar pogledati. Dober dan, evo dan 3 v Marakežu, midva sva bila že na bazenu se okopala. Zdaj pa je čas, da tudi vam povem, kaj sva splanirala. Sva tik pred najino, mislim, da najbolj noro dogodivščino v življenju, tako za mene kot za Raleta. Za 2 dni greva namreč spat v puščavo. Ja, prav si slišala. Dejansko bova spala v puščavi, v šotoru, pod milim nebom. Glede na to, da Wi-Fija ne bo, jaz sem to ravno kar najavila na Instagramu, Wi-Fija ne bo, tako da se ne bom mogla nič javljati, imam pa zato vas in kamerco, kjer bom vse dokumentirala. Priznam, da me je strah, sem polna enih tako, kako bi rekla, pričakovanj, taka mešana čustva se v meni dogaja, zato ker pač spat v puščavi je izziv, je preizkušnja in jaz komaj čakam, da jo doživim. Tako da držite pesti, da bo vse okej in kaj ne rečem, gremo.